Gospodu, ki je bil Tončko pobožal. Pokazala je najprvo glavo skozi duri in njene velike oči z nemirnim, mrzličnim pogledom so se ozrle po prostrani, svetli sobi. Nato je prišlo še malo upognjeno, drobno telesce, ogrnjeno v dolgo sivo ruto in zaprla je oprezno duri za sabo. Tako se je pritihotapila v gostilnico, kakor da bi se bala, da bi kdo nenadoma ne zaupil nad njo ter jo sunil na cesto. Izvlekla je izpod rute vžigalice ter iztegnila na lahko roko. Zadaj v kotu je stal natakar z belo servieto na rami in Tončka je čutila na obrazu njegov strogi pogled. Noben gost se ni ozrl na njeno iztegnjeno roko. Postala je pred vsako mizo komaj za hip, da bi se gost ne razjezil, če bi stala pred njim v luknjasti, dolgi ruti, umazana in beraška. Žal bi bilo in zajokala bi zunaj, če bi se kdo razjezil nad njo, ker je spoštovala te gosposke ljudi in jo je izpreletelo sladko do srca, če se je kdo ozrl na njo. Jedli so in pili, kolikor se jim je hotelo, in natakar, ki se je tresla pred njim, se jim je globoko poklanjal. Šla je mimo od mize do mize, gost za gostom je narahlo stresel z glavo. Nekateri so baš večerjali in se niti ozrli niso od polnega dišečega krožnika. Malo so pomignili z očesom in Tončka je šla dalje. Ves čas so ji rezali v lice natakarjevi strogi pogledi in zato je hodila še bolj upognjena in je gledala v tla. Za mizo poleg peči, natakarju nasproti, je sedel mlad in zelo lep gospod. Malo bled je bil, imel je majhne rjave brke in bele gosposke roke. Kakor je stopila pred njegovo mizo, je pogledal na njo ter se je nasmejal. No, kaj imaš, pokaži. Tončka je zardela. Sram jo je bilo, da bi si zakrila obraz. Vedela je natanko, da takih vžigalic, kakor jih ona prodaja, ne rabi nobenen človek na svetu in da imajo že tako vsi ljudje vžigalice. Poleti je bilo drugače. Prodajala je cvetice in dasi so bile te cvetice bolj podobne pisanemu plevelu in niso prav nič dišale. So bile nazadnje vendarle cvetice in celo lepe, če jih je pogledal kdo oddaleč, samo po strani preko mize. In sram jo je bilo, da je stala pred mizo tako beraška in grda. Ni se zasmejal zato, kakor da bi ga veselilo, da stoji pred njim, temveč zato, ker hodi okoli in prodaja vžigalice, ki jih ne rabi nobeden človek na svetu. Če bi bila prišla v dolgi rdeči suknji s kožuhovim ovratnikom, v rokavicah, v majhnih čeveljčkih z rdečimi pentljami, lepo počesana, tako da bi padali svetli kodri globoko dol na rame in na čelo izpod črne kučmice, nasmejal bi se vse drugače in poklonil bi se morda. Pokazala mu je vžigalice in vzel si je škatlo. Ali obenem jo je prijel za drobno, zmrzlo roko in z drugo roko je pogladil mokre lase s čela in jo je pobožal po licih, po podbradku. Njegova roka je bila mehka in topla. Zazibalo se je okoli nje, izpreletelo jo je nekaj neizmerno sladkega, neznanega, nerazumljivega od čela, od vrata dol po vsem telesu do nog in navzgor po rokah, po ramenih in pred mokrimi očmi se je meglilo in zibalo. Pobožal jo je bil z dlanjo in potem je obrnil roko in jo je tako pobožal še enkrat, spet po licu dol in po podbradku in še po drugem licu. Zdaj je bila roka kakor od žameta. Spravil je vžigalice in ji je dal 10. Nato je vzel z mize žemljo ter jo podaril. Šla je in ko je bila pri durih, si ni upala, da bi se ozrla nazaj. In noge so ji trepetale kakor takrat,
ko je bila bolna in so se hiše zibale pred njo, če je stopila na cesto. Pred gostilnico je padla izpod rute škatla vžigalic in dolg človek v dolgi rjavi suknji, ki je prišel mimo, je škatlo pobral ter je vtaknil v suknjo. Tončka je stopala preko ceste in blatna, snežena brozga, ki se je razlivala od trotoarja, je uhajala v strgane čižme, tako da je hodila kakor bosa po mrzli vodi. Ali bilo je prijetno in toplo, in govorila je na glas ter se smejala. Majhna je bila in suha, kakor 7-letno bolno dekletce. V resnici je imela že 12 let. Spala je v kuhinji na 2 velikih žakljih, napolnjenih s cunjami in pregrnjenih z raskavo rjuho. Na blazini je ležala njena starejša sestra, ki je hodila šivat in je prišla časih šele pozno v noč. Odklenila je vrata tiho in je hodila po prstih, niti luči ni prižgala. Ali mati je slišala v sobo in je prišla in Tončka se je tresla, ko se je zbudila in je poslušala strašne besede in ihtenje. Vsi drugi so spali v veliki sobi in v izbi, polno ljudi. Delavci, ki so prihajali pozno in so smrdeli po žganju in so se smejali, so kartali časih skoraj do jutra. In mati, ki je odhajala od doma že zjutraj od 3, ker je raznašala po mestu časopise. In oče, ki je bil zmerom bolan in je ležal in kašljal neprestano in pljuval. Umazano je bilo vse, grdo zaduhlo. Ali Tončka je vedela, da ni povsod na svetu tako umazano, grdo in zaduhlo. Koma 20 korakov od hiše stran je bil ves drugačen svet in Tončka ga je poznala, ker je bila že tolikokrat naskrivoma pobegnila van in ker ga je bila natanko po resnici na novo ustvarila v svojih mislih. Tako da je živela v njem, če je bila doma in je bilo vse naokoli samo blato. Samo kadar je bila sama, je bilo Tončki prijetno na svetu. Sedela je v kuhinji na tleh, kolena čisto pri obrazu in lica stisnjena v roke. Oči so gledale bog ve kam. Oče je v sobi kašljal in klical s hripavim, grgrajočim glasom. Tončka ni slišala ničesar. Očeta ni imela rada. Postelja, ki je ležal na njej, je smrdela in tudi z ust mu je dihal smrad. Ko je bil še zdrav, Tončka se je spominjala od daleč tistih časov, je prihajal pijan domov in je pretepal mater in njo. Tudi zdaj je še časih zmerjal, potem pa se je obrnil v steno in težko sopel. Mati ni rekla ničesar, dokler je bila v sobi. Ali potem je prišla v kuhinjo in je hodila hitro od vrat do vrat, pesti na čelu in solze so ji kapale na tla. Tončka se je bala in se je skrila v kot. Včasih jo je obšlo z veliko močjo, da bi vstala in bi šla k materi in bi se stisnila k njej. In nekoč je stala in si je približala plašno, ali mati se je ozrla na njo s tako hladnim in strašnim pogledom, da je Tončka vsa ustrepetala. Kadar se je mati utrudila, je sedla na zaboji, ki so bila drva v njem in je poslala Tončko požganja. In potem je pila tudi Tončka. Žgalo jo je po grlu, ali pozneje ji je bilo sladko in mehko in ko se je mati odpravila, je sedela Tončka na tla in je jokala, da se je stresalo vse drobno telo. Nikogar ni bilo, da bi se sklonil k njej in da bi se ga ona ovila okoli vratu.